Razstava v Galeriji Škuc je na nek način nadaljevanje razstave, ki smo jo postavili 2 leti nazaj v UGM v Mariboru. In sicer, če sem v mariborski razstavi razmišljal telo skozi balet in skozi formiranje različnih gest telesa v prostoru, sem v tej razstavi začel razmišljati o drugih disciplinah in drugih gestikulacijah telesa. Namreč s kuratorico Tijo Čiček sva začela premišljati to razstavo, da bi bila nadaljevanje mariborskega baleta v sodobni ples. To misel in pa to delo je prekinila prenova telovadnice v Zagorju ob Savi, kjer sem imel priložnost, da lahko iz prostora vzamem neke elemente in jih uporabim za novo razstavo. Telovadnica narodnega heroja Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi se je predstavila kot en velik hangar, v katerem je mnoštvo nekih vizualnih elementov, ki so me svojo obliko in pa predvsem svojo lastno spominsko podobo in izkustvom telovadnice v svojih ranih otroških letih ponovno lahko uporabil in začel z njimi misliti svojo zgodbo oziroma svojo pozicijo v tem prostoru. Renovacija telovadnice je ponudila tudi uporabo oziroma ponovno reartikulacijo parketa. Ta parket, po katerem hodimo in smo bili vedno povabljeni kot otroci, da hodimo zgolj samo v copatih in na njem telovadimo in na njem delamo različne telesne aktivnosti, se v tej razstavi pojavi kot lepilo oziroma kot vezni člen. Namreč v vsakem prostoru Galerije Škuc je prisoten ta parket, katerega kombiniram z različnimi drugimi kovinskimi oziroma tudi lesenimi elementi iz telovadnice. Parket kot vzorec, ki ga položijo in zloščijo, se v Galeriji Škuc pojavi kot nov vzorec, katerega razsekamo in razkosamo v telovadnici ter ga z nekajmesečnim loščenjem in pa poliranjem ter odstranjevanjem starega lima postavim na novo kot talno površino v Galeriji Škuc. Ta tla, ki se jih v likovni umetnosti zelo pošteno zavedamo, še posebej tudi v instalacijskem smislu, so tukaj gledalcu in obiskovalcu na voljo, da sam premisli svojo pozicijo oziroma svoje izkustvo iz svojih šolskih let, ko smo se podili, ko smo se igrali in pa ne nazadnje me je prav ta instalacija spomnila na zanimivo zbiranje podatkov, teže in pa merjenje telesa skozi vesov zgibi, skozi tapkanje in pa skozi delanje nekih vaj in nekih akcij, ki jih je država takrat statistično obdelovala in za katere mi kot otroci nismo imeli nikoli posebnega argumenta, zakaj to počnemo. Druga stvar pa je bila ta, da se mi je igra med dvema ognjema ponudila danes kot razmislek zelo agresivne geste. Namreč ti v skupini, s katero naj bi gradil dialog in s katero naj bi gradil neko skupnost, o kateri v današnjem času zelo veliko govorimo in jo tudi premišljujemo, nastopaš kot neko agresivno bitje oziroma nek agresor, ki moraš v bistvu zbiti, poteptati svojega kolega in pa svojega sošolca. Ta talna površina, ki se razlega po vsej površini ene sobe Galerije Škuc, je torej to povabilo, je ta pot, preko katere sem jaz v bistvu lansko poletje 2021 ob vikendih izdeloval oziroma opravljal to svojo rutino norme 2 žakljev parketa na dan. V povezavi s parketom in pa s premišljevanjem telovadnice sem začel razmišljati o izkušnji in pa o dediščini, ki jo imamo v družini. Namreč ime dobim po stricu, ki se v 80-ih ponesreči v francoskih Alpah in se svoje alpinistične ekspedicije v Zagorje ob Savi več ne vrne. Jaz na nek način odraščam s to dediščino druge identitete, ker na nek način ime pač kot ready-made postane tudi spomin na mojega strica in ga s tem na nek način
obudimo oziroma obujamo vsakič, ko se v bistvu srečujemo z domačimi. Stric je, preden je pristopil v alpinistični odsek planinskega društva v Trbovljah, bil gimnastik in študent na DIF-u ter opravljal svoje telesne akcije in pa treniral svoje telo na elementih in pa napravah, ki jih zdaj razstavljamo v galeriji Škuc. Zato sem se odločil, da v kompozicije oziroma v razstavo vključim tudi telovadniško orodje, da na nek način začnem graditi dva dialoga oziroma dve pripovedi dveh Borisov. En Boris kot telovadec in kot alpinist in en Boris kot umetnik in en Boris kot ustvarjalec. Med tema dvema disciplinama, športom in pa umetnostjo, sem videl, kako pomembno je, da je umetnik, tako kot športnik, na nek način discipliniran in da s ponavljajočimi se včasih gestami in gibi trenira svoj trenira svoje telo in tako kot športniki potrebujejo kondicijo za doseganje dobrih rezultatov, bi moral oziroma naj bi tudi umetnik ves čas bil v neki aktivnosti in pa v nekem teku, da v bistvu kontinuirano gradi svojo ustvarjalno prakso. In te naprave in te elementi iz telovadnice se tako v bistvu povežejo z elementi iz osebnega arhiva oziroma iz družinskega albuma. V tem albumu vzamem fotografije strica, njegovo podobo razrežem in jo v bistvu skolažiram v novo celoto. Tako kot jaz v bistvu razrežem parket, ko ga vzamemo iz telovadnice in ta ribja kost, kar naenkrat nima več oblike, kakršno je imela v začetku, začnem v bistvu premišljevati tudi skozi podobo in pa skozi kolažiranje oziroma rastriranje. Ti mali kvadratki z rahlimi zamiki opozarjajo na rez, opozarjajo na zarezo, ki se pojavi tudi kot vezni člen med ploščicami v parketu v telovadnici. In ta rez, ki zareže v družinsko shemo oziroma v družinsko situacijo s smrtjo, se v bistvu ponavlja v vseh kolažih, ki so v galeriji Škuc razstavljeni po vsaki sobi 4. Torej, ves čas se gradi nek dialog med podobama, med menoj in pa med Borisom, bodisi je to Boris v akciji na bradlji oziroma na parkurju, ali pa je tukaj v bistvu komunikacija med podobo, ki jo v bistvu posnamem v telovadnici, ko vstopim v njo in sem povabljen, da iz telovadnice lahko uporabim te elemente in pa ta orodja v novo reartikulacijo. Sobe v galeriji Škuc so ločene po sklopih in prav ta soba, v kateri zdaj pripovedujem to zgodbo o Borisu, je v bistvu zgodba, kjer se zgodi prelom in kjer Boris v bistvu zavrne povabilo v državno reprezentanco, gimnastično reprezentanco in se odloči za alpinizem. Edini 4 formati, ki so obešeni na stenah in nimajo kolaža, so formati v tej sobi, v kateri v bistvu sledimo različnim beležem oziroma barvam, ki jih je ta soba nekdaj imela. Z brušenjem tega nanosa različnih barvnih sijans in pa slojev je pokazalo barve v obliki neke abstrahirane krajine, ki se poveže s tem, da se stric v bistvu odloči, da gre v alpinizem in da začne razvijati svojo disciplino kot alpinist oziroma kot druge vrste športnik. In te sloji barvnih plasti v galeriji Škuc se ponovijo tudi na parketu, torej sledimo rumeni, rdeči, modri, zeleni, beli in pa črni konturi na steni, ki jo v bistvu v tem primeru mi z loščenjem, tako kot sem brusil parket, da ga lahko na novo postavim v kontekst te instalacije, se tukaj zgodi brušenje stene, kjer jo v bistvu mi obrusimo do tega, da zgradimo neko novo podobo oziroma neko novo, pač tudi simbolni prelom med
njegovo zgodbo, ki pa tudi na nek način s prvo zadnjo sobo doseže pač to smrt, v kateri sledimo podobi strica v Patagoniji in pa fotografije iz družinskega groba. Zanimivo je to, da je v bistvu Boris v Trbovljah na dimniku termoelektrarne s pleskanjem služil denar za alpinistične podvige oziroma za svoje alpinistične odprave. In tako kot je pač stric mogel upravljati neko delo, da je lahko v bistvu užival v svojem delu in pa v svojih pač vzponih, smo tudi danes mi v bistvu umetniki v tem izkustvu, da je potrebno za umetnost na nek način si pripraviti teren in pa to eksistenco odplačati, da lahko to ustvarjalnost in pa to disciplinirano ustvarjalnost nadaljujemo v takšni obliki, kot jo zdaj tudi vidimo. Zadnja soba oziroma zadnja prva soba se začne s smrtjo, kjer v bistvu na družinskem grobu retuširam spomenik, na katerem sem se od otroštva pa vse do danes spogledoval z imenom Boris. Torej, ta smrt, s katero se v bistvu družina sreča, z njo v bistvu na nek način z bratom in sestro tudi odraščam. Sprehod v Zagorju je velikokrat bil namenjen prav do družinskega groba, kjer sem že kot otrok v bistvu bral črke Boris in gledal neko podobo, ki je nikoli nisem poznal, oziroma sem to podobo poznal preko spominskih pričevanj drugih družinskih članov oziroma njegovih prijateljev. Zato sem se odločil, da v bistvu tako kot restauriram oziroma poliram in pa brusim parket, da bi ga na novo položil v te elemente, se odločam, da zbrusim oziroma retuširam tudi črke na družinskem grobu. Tako se v bistvu v 4 kolažih pokaže ta Boris in pa ta vez med menoj, živim in pa med njim, ki je v bistvu na pokopališču pokopan. In ta dialog se v bistvu ponovno zgradi s tem razrezom in pa s tem v bistvu sopostavljanjem dveh identitet, dveh celot v en rez, en razrez, en kolaž. Stol, preko katerega smo v bistvu nagovorjeni že v vstopu v galerijo, je na nek način metafora vzpetine, metafora hriba in pa neke višine, ki jo v bistvu dosegajo alpinisti. In zato se mi je zdelo smiselno, da v bistvu vstopamo v to razstavo preko nekega sodniškega stola, ki v bistvu napoveduje to discipliniranost, ki se udejanja v celotni zgodbi oziroma v celotni zgradbi razstave. Tako kot sem se odločil, da uporabim fotografije iz družinskega albuma, sem se odločil, da izpostavim tudi medalje, ki jih stric osvoji na tekmovanjih. Torej, izbral sem iz tega družinskega albuma 4 in jih v bistvu postavil v dialog s temi kolaži, kjer v bistvu vidimo neko akcijo giba in pa tudi v bistvu neko performativnost. Razstava na nek način ima elemente performativnega. Ta gesta, da se jaz odločim retuširati napis na družinskem grobu in pa ta monotona akcija brušenja, ohranjanja starega parketa in ga postavljanja v nove elemente oziroma v nove kontekste, ima neko gibanje, ima neko v bistvu naracijo, ki pa je zdaj v bistvu na voljo, da jo mi gledamo, beremo kot celoto in seveda to naracijo vključuje s svojim telesom tudi obiskovalec razstave in z gibom premišljuje lastno pozicijo v tem prostoru, pozicijo med preteklostjo in pa lastno izkušnjo iz telovadnice. Thank you.